Lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško v juniju praznuje svoj praznik. Vrhunec praznovanja vsako leto obeležijo slavnostno akademijo 7. junija, ko se s priznanji in plaketami zahvalijo zaslužnim občanom in organizacijam. Letošnje praznovanje je bilo še posebej slovesno, saj so po 10 letih znova podelili naziv častnega občana. To je postal Ernest Breznikar. Mestna občina Krško je dobila novega častnega občana. Za življenjsko delo in dosežke v procesu osamosvajanja si je ta naziv prislužil Ernest Breznikar. Lepo je videti, čutiti, da me ljudje cenite v tem domačem okolju. Lepo je, da po tolikih letih še niste pozabili naporov in tveganj v času osamosvojitvene vojne. Zaradi tega je naziv častnega občana sprejel precej čustveno. Ponosen sem. Kako bi še bila ponosna moja Ana? Skupaj sva hodila skozi življenje skoraj 60 let. Vedno mi je stala ob strani. Tako del tega naziva nosi tudi ona. Hvala še enkrat. Na slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Krško so podelili še jubilejne nagrade. Teh je bilo 18, ter 3 priznanja, 3 znake, 2 velika znaka in 2 zlati plaketi. Slednji visoki priznanji sta prejela Martin Novšak za dolgoletno in odgovorno vodenje Gen energije in Alfons Grojzdek za več kot 60 let duhovništva. Župan Miran Stanko je v svojem nagovoru izpostavil večje naložbe in pridobitev statusa mestne občine. Pridobitev statusa mestne občine je pomembno izhodišče za oblikovanje regije Posavje, hkrati pa ključnega pomena za prihodnost naše lokalne skupnosti, predvsem v smislu pridobivanja državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočala hitrejši tok načrtovanja in izvajanja naložb. Sodelovanje z vlado je bilo dobro, da je tako, pa je pomembno, kakšno vez med državo in lokalno skupnostjo tvorijo poslanci izvoljeni v lokalnem okolju. Ta je bila po besedah Stanka v prejšnjem mandatu trdna. Ocenjujem, da je nekdanji krški poslanec državnega zbora, gospod Dušan Šiško, pokazal, kakšno bi moralo biti sodelovanje poslanca in lokalne skupnosti. Zato sem ob tej priložnosti zahvaljujem za sodelovanje pri vseh projektih, ki smo jih skupaj uspeli uresničiti. Upam, da bo tudi nova vlada pokazala posluh za lokalne skupnosti in razumela težave, s katerimi se spopadamo, in da bo dogovorjene projekte in načrte tudi uresničila. Želim si predvsem kooperativnosti ter konstantne obostranske komunikacije in relacij občina-država. Pred vrati je gradnja drugega bloka jedrske elektrarne, ki bo prinesla nov razvojni impuls, je še dodal župan, zato mora biti lokalna skupnost na ta zgodovinski projekt pripravljena že danes. Krojil bo nadaljnji razvoj in rast našega mesta, občine, pa tudi regije Posavje. Zahteval bo odgovore na vprašanje, kako smo pripravljeni na priliv novih prebivalcev. Okrepiti bo potrebno stanovanjsko politiko, graditi javno infrastrukturo in najti rešitve še za mnoge druge izzive. Slavnostne akademije se je udeležil tudi radeški župan Tomaž Režun, ki je mestni občini Krško ob njenem prazniku čestital v imenu vseh posavskih občin. Čestitke v imenu vseh posavskih občin za vaš praznik. Med letošnjimi jubilanti Mestne občine Krško je bila tudi naša televizija, ki je prejela priznanje za 10 let delovanja. Po 25 letih aktivnih prizadevanj, dogovarjanj, pogajanj med številnimi deležniki in pričakovanji različnih javnosti so v četrtek slovesno odprli prizidek Valvazorjevi knjižnici Krško. Z novim prizidkom je ta prišla do dodatnih 1600 kvadratnih metrov uporabne površine. S prizidkom so rešili prostorsko stisko, združili vse oddelke pod eno streho, ohranili, povezali, nadgradili tradicijo kapucinskega samostana s sodobnostjo v novi, svetli in zračni stavbi. Obiskovalci so bili nasploh zelo zadovoljni. Super, to je čisto drugače, kot je prej bilo, ne? Pregledno imaš vse in svetlo in lepo, novo, vse. Malo lažje, ne? Tudi za nas in za delavce, ko bojo tle noter delali, ne? Ponosna sem, da pač v Krškem končno stoji nova knjižnica. Zdaj trenutni vtisi so taki zbegani, ker je vse na novo, veliko prostora,
ampak mislim, da recimo naslednji teden, ko bom šla prvič redno v knjižnico, da se bodo ti vtisi spremenili. Nad novimi prostori so navdušeni tudi mlajši bralci. Ja, mi smo zlati bralci in dobili smo povabilo, da pridemo, pa prišli smo tudi prej, pa smo zlagali te knjige. Meni se zelo, posebej te sobe, ki so posebej pol, ker zdaj gremo v srednjo in mislim, da bo tla večina časa preživljala. Še posebej, ko bomo prihajali iz šole, pa pol v teh zelo lepo. Preživeli časa. Ful veliko knjig pa tako. S prijatelji bomo pač se, učili ali pa kaj. Želim si delati v novi knjižnici in mi je všeč, ker je veliko prostora in bi rad bral kakšno knjigo in da je bilo lepo. Sami smo najbolj veseli, da so lahko naše knjižne police zadihale, da lahko v bistvu zdaj uporabnik si dejansko izbira knjigo, da se skoraj bori s knjižnimi policami. Novi prostori so zdaj dostopni gibalno oviranim, mamicam z dojenčki in tudi slabše slišečim. Nova pridobitev Valvazorjeve knjižnice so namreč prenosne indukcijske zanke. Na voljo pa so še druge novosti. Danes praznujemo, čeprav ni noben državni praznik, ampak mislim, da Mestna občina Krško in vsi obiskovalci naše knjižnice pa smo veseli, da je prišlo do odprtja tega prizidka h Kapucinskemu samostanu in srčno upam, da ga bomo z veseljem vsi uporabili. S prizidkom niso dobili le novih prostorov knjižnice, ampak so z njim zagotovili, da bo dolgoročno varovan tudi samostan. Kajti samostan bo ravno tako obnovljen in bo imel potem funkcijo dela knjižnice, predvsem v tistem delu študijskem in pa bolj družabnem. Tako da bomo imeli na eni strani mehkobo starega samostana in drugi strani pa tehnično čistost novega prizidka. Vrednost investicije je znašala dobrih 5 milijonov evrov. Z drugo fazo, ki bo veljala med 3 in 3,5 milijoni evrov in bo zajemala ureditev Kapucinskega samostana, pa bodo predvidoma začeli v naslednjem letu. Ostajamo v Krškem. Po obnovljenem delu ceste Krških žrtev je promet stekel že konec maja. Prvo fazo obnove so namreč končali slab teden dni pred zastavljenim terminskim načrtom, uradno pa so ta del ceste odprli v sredo, prav tako v sklopu praznika Mestne občine Krško. S prerezom traku sta župan Mestne občine Krško in vršilec dolžnosti direktorja na Direkciji za infrastrukturo tudi uradno odprla prvi odsek obnovljene ceste Krških žrtev, od mostu do pokopališča. Gre v principu za sanacijo uničene ceste, ki se je skozi 20 in več let uničevala zaradi različnih gradbišč. Za nas je to velika pridobitev, po drugi strani pa tudi rešitev določenih prometnih zagat na območju priključka proti Leskovcu. Pa tudi priključek proti pokopališču je bil vedno zelo obremenjen in nevaren za prometne nesreče. Naložba je ocenjena na približno 1 900 000 evrov. Gre za investicijo na državni cesti, glavni investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki nosi približno 1 100 000 evrov stroškov, razliko 800 000 evrov pokriva Mestna občina Krško. S tem je pravzaprav Krško pridobilo veliko, obenem smo pridobili obnovo ceste, praktično cesta, ki je bila uničena, je popolnoma rekonstruirana. Po drugi strani pa se je celoten promet, ki je sicer tranziten, preusmeril na novo obvoznico in pravzaprav na nek ne preveč siljiv način smo voznike prisilili, da so začeli uporabljati novo obvoznico v polni meri. S tem smo posodobili to cesto, izboljšali pretočnost, seveda je pa to prvi del. Gre namreč za projekt, ki je zamišljen v 3 fazah. Še letos sledi druga faza, ki zajema obnovo ceste od pokopališča do nakupovalnega središča, zatem pa še del ceste od starega mostu do hidroelektrarne. Z obnovo naj bi zaključili konec naslednjega leta. Druga faza je sicer trenutno v fazi pogajanja. Lahko rečem, da je pravzaprav bil razpis že izveden, vendar so bili 3 ponudniki, ki pa ali so imeli previsoko ceno ali pa niso izpolnjevali vseh pogojev, ki so bili zahtevani, tako da smo morali razpis razveljaviti in ga ponoviti, tako da trenutno teče ponovitev razpisa. Predvideno je, da bi po obnovi cesto od direkcije prevzela občina in da bi ta postala mestna ulica. V sklopu festivala Modre Frankinje je v Sevnici potekala razglasitev županovega vina. Letošnje izbrano vino, cviček, je pridelal Ivan Vintar iz Društva vinogradnikov Studenec. Sodelovanje na izboru županovega vina je eno tako
obveznost in čast. Definitivno zelo presenečen, da sem bil izbran, nepričakovano, ampak se tega veselim, vseh teh aktivnosti, ki sledijo, tako da eno priznanje za pošteno delo. Županovo vino in festival Modre Frankinje promovirata vino kot vrhunska kmetijska produkta, kot vrhunske proizvode, ki povezujejo, ki vsebujejo veliko sonca, veliko ljubezni in to je vinogradnikom v ponos in tudi pivcem v zadovoljstvo. S tem pa razvijamo tudi kulturo uživanja vina, kar je tudi enako pomemben cilj kot sama proizvodnja in trženje. In ta festival je usmerjen v kulturo pitja vina, promocijo vrhunskega vina in županovo vino ima enako poslanstvo. Staranje prebivalstva in s tem povezano vse večje število slabotnih in onemoglih sta zahtevala prilagoditve v smeri novih oblik praktičnih pomoči, katerih namen je prispevati k bolj zdravemu, aktivnemu in dostojanstvenemu staranju. Te so, če jih naštejemo le nekaj, pomoč družini na domu, dnevni center za starejše, stanovanjske skupnosti, oskrbovana stanovanja, vsakodnevne organizirane vadbe in brezplačni prevozi za starejše. To so obenem vsebine namenjene starejšim in njihovim svojcem, ki jih bomo predstavili 28. junija v posebni tematski oddaji. V nadaljevanju pa sledi nekaj utrinkov. Dobro jutro, Ivi! Evo, danes je pa nas malo več, veste? Ja. Kako ste spala? Dobar. Gospe Ivici prihajam 2 leti pa pol. Nekje 2 leti pa pol. Ko je padla, pa je potem obležala. Mislim, no, ni čisto obležala. Povejte, greste malo po konc. In čas je še tako, da smo kaj pohodili, zdaj pa se je malo, mnogo leta sem malo poslabšali, pa smo bolj na postelji, gremo sicer na voziček, tako da pojete za mizo, ne? Pa nazaj, pa še že paše uležati, ne? Hčerka gre zjutraj v službo, me odpelje, ko je službi, me pa odpelje domov. Tako da mislim, da moja odločitev bila zelo pametna, ker tule je res solidno varstvo, tako da smo stalno pod nadzorom, tudi ko gremo ven. No in tudi vse, kar sicer nisem nič razmišljal takrat, kaj bo tukaj in kaj bom dobil, sem pa presenečen nad redom in ureditvijo, tako da je bila moja odločitev pametna. Danes grem k onkulisti v Brežice, ker me od otrok naveden ne more peljati, ker so v službi. In sem klicala na sopotnika in so mi prijazno odgovorile, da bodo zrihtale, da me bojo peljali. In res se vsako jutro o 7:30 dobimo na vseh 13-14 lokacijah Krške občine, oziroma 2 sta v Kostanjevici, ena v Prekopi in na Otoku. In začnemo seveda s pozdravom, potem pa s tekom, da se malo grejemo, potem pa nadaljujemo in razgibamo celo telo. Fajn mi je to, ko vedno kaj novega zveš, nove načine. Pa lušno podruženje je. Jaz sem po penzionu začela delati, ko sem to želela celo življenje delati, pa nisem nikoli imela časa. V soboto je v Celju potekala 36. komunalijada, na kateri so se srečali delavci komunalnega gospodarstva Slovenije. Po zmagi v letu 2019 so bili tudi tokrat najboljši člani Krškega Kostaka. Iz podjetja Kostak se je srečanja udeležilo 100 tekmovalcev in več kot 150 navijačev, ki so v odličnem vzdušju po dvoletnem premoru ponovno dosegli odlične rezultate. Krčani so se v 16 disciplinah uvrstili med prva 3 mesta in postali skupni zmagovalci tokratnih iger. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.